Dobro jutro. Evo, jaz se odpravljam v mesto na turistično agencijo. Sicer bi me vse skupaj malo zakompliciralo, bi šel jaz to že prej, ampak ga šele ob 10 odprejo, ker sem se odločil, da grem na dva dnevna izleta. Ker so te izleti ful poceni, če mene vprašaš. En bo 30 evrov, en bo pa 45. Ampak moš pol grunta, da tisti dan nimaš čisto nobenega drugega stroška. Niti stroška z motorjem, niti stroška z hrano, prevozom, nič, absolutno nič. In sta dva izleta popolnoma različna, tako da bo ful dobro po mojem. Tako da zdaj se grem to zmeniti. Pol moram pa motor danes tudi oddati, tako da nekam daleč ne morem iti. Pa imam še nekaj za narediti, pa video zmontirati od včeraj. Tako da danes bom kar malo po mestu hodil, malo naredil, bosta pa pol naslednja dva videa veliko boljša. No, mogoče bo pa tudi tale v nadaljevanju kaj pametnega dodam, tako da glej do konca. No, še tle pokažem, tle je parkirišče od hotela. Ne, lejte, takole fino v senci. Tamle je zanimivo, neki restoran in tle ta grab, se pravi te, ki dostavljajo hrano, se pravi neke vrste Volt pri nas bi rekel, ne. To je taka gužva, to je del čas tukaj 20 motorčkov, tako da hrano mora imeti tukaj ful dobro. Tako da sem gruntal, da bi tle enkrat človek, da vidimo, kaj imajo. Evo, lejte, v cirilici tudi piše restoran a la carte, če sem prav prebral. Ja, vidite, v cirilici piše, v angleščini pa ne dobro, sej meni ni v cirilici, ne. Ampak, če jim rečeš, ne, za ta a la carte, pa je, mislim, za cenik, ti ga pa dajo. No, drugače pa, lejte, tole sem že omenil, da je tukaj odzunaj imajo prijetno zasedeti. Sicer mogoče vam tole ne zgleda najbolj prijetno, no, lejte, tale misca je najbolj luštna. Lejte, zdajle, ko je sonce, je mogoče res brez veze, ampak pol veste, po eni drugi uri pa tle senca pade in zvečer je pa prav prijetno sedeti. Tako da nas bom računalnik tle prinesel, pa bom namesto sob raj tukajle delal, bo boljš. Nič, zdaj pa v mesto. Tole je ta agencija, ki sem se že včeraj pogovarjal. Lejte, imajo dobre popuste in kakor sem rekel, sploh ni drago. 2 dobre ture sem se zmenil, evo, tole je gospod, ki mi bo vse zrihtal. Imajo pa veliko stvari in tudi, lejte, tak prijeten prostor, lepo hladno, zelo pošten, tako da to bo super izkušnja. Tako da, če bo kdo slučajno tukaj, lejte, priporočam, lejte, res, tale človek je res možak ta prav, lejte, to je pa agencija. Zdaj, ko sem uredil tole na turistični agenciji ture za jutri, sem ful vesel, sem šel pa tle nekaj pojesti po en, lejte, zelo tak prijeten lokalček, je sicer malo dražji, ampak je tak čist lep, evropski, lepo pogled ven. Evo, lejte, in sem si naročil jajčka, kar je verjeten najboljš za kar se mojega zdravja tiče. Tole kar dobro zgleda. Še to sem vam pozabil povedati. Malo, ko sem pojel tista jajčka, sem čutil, da ni čist dobro v želodcu. Prav, moj želodec je še občutljiv, seveda, zdajle. Nisem 3 dni skoraj čist nič jedel. In je šok za njega, karkoli dobi. Tako da
ga mogo počasi navajati na malo večje količine hrane. In zdaj ne me je tudi čist apetit, čist zapustil, ne. Zjutraj sem bil lačen, sem že rekel, premalo bo onega vsega. Ne, ampak glejte, zdaj me pa ne prepričaš, da bi karkoli še pojel za nič na svetu. Evo, še mečken ulico, da vam pokažem. Glejte, takole ima gospa hrano. Pa glejte, tle tudi, vidite, tu se ljudje pripeljejo in postavijo, kjer pač je, in prodajajo in tako preživijo. Zgleda res malo čudno, ampak glejte, ljudje morajo preživeti. Ni tako enostavno, veste, tle preživeti, po mojem, ne. Po mojem ene 10-krat težje kot v Sloveniji, ali pa še več, ne, tako da smo lahko kar veseli, da smo v Sloveniji, pa nimamo kaj jambrati. Glejte, kakšni stari te čiki in busi. Tako sem se nazadnje vozil, mislim, da 2013 v Gvatemali. Zanimiva izkušnja, ne. Zdaj zadnje cajte bolj gospod ratujem, pa manj javnega prevoza uporabljam, ne. Vidite, tako ke gremo čez. Tako ke ste videli, če ste gledali Jordanijo, ne. Moje videti, smo že na letališču rentakar vzeli in tudi potem tik pred odhodom na letališču dali nazaj rentakar, tako da smo imeli skozi svoj avto in tudi ni potreba za ta javni prevoz. Ne zna biti pa zanimiv, ne. Tako da malo kar tu pogrešam, čeprav je malo naporno. No, tako čist malo za vmes. Kakšne stavbe v mestu Phuket so zelo lepe, lejte tole, ne. Sam jaz le pogrešam, da je bila ena ulica zaprta, da ni te gužve, avtomobilov. To pogrešam, rečemo. To je bilo v Bangkoku, to je bilo tam tudi v Krabiju, tako da tle pa ni ali pa jaz ne najdem, ne vem. Tako da niti ne vem, kdaj grem lahko čez, ker tle, da kot pešec, da imaš prednost na prehodu za pešce, to pozab, tega tle ne poznajo. Zdaj sem motor oddal, tako da zdaj se bom pa še malo sprehodil, pol pa do hotela, pol pa, kakor sem rekel, par stvari bom še naredil. Glih sem banane iskal in evo, lejte, glih najdu sem jih. Tole za pol evrčka. Thank you. Glih, če mi bo slučajno kaj pasalo jesti, bojo tu banane, tako da sem mogel vzeti. Zdaj se tudi poceni pol evrčka, dobrega pol evra, no. 36 njihovih je 1 evro, se pravi, bilo je pa 20, ne. Jaz sem banane že kupil tle, približno 3-4 minute stran od mojega hotela, je pa tržnica, lejte. Mislim, dobro, si so tudi te čist dobre, ki sem jih kupil. Oziroma tu je tržnica, prehranjevalnica, vse živo, ampak lejte, drugač nimam probleme jaz takole na ulici. Zdajle pa ne bi mogel, pa če mi plačaš ne vem koliko. Zato, ker pač želodec sporoča, da ne jest oziroma je prestrašen, da ne bo kaj spet dobil napačenega, ne. Tako da mi tole sploh ne paše. Sploh mi ne paše nič jesti.
Tako da verjeten, da sem danes zaključil s tem jajčki, ki sem jih pojel. Ko je pa to, lejte, suhe ribe. Se mi zdelo, da zgleda nekaj tazga, kot girice. Zanimivo. Dober večer. Evo mene izpred hotela. Tlele sem zdaj par ur zbil. Tlele lepo stolček, miza, pa sem delal. Današnji dan ni bil Bog ve kaj, kar se tiče ogledov pa vsega. Bo pa jutršen pa pojutršen veliko boljši. Tako da gledajte, vam ne bo žal, 2 izleta sta v planu. No, teli videi na YouTubu imajo odličen odziv. Vsi imajo čez 15.000 ogledov, eden celo 50.000 ogledov. Tako da super, hvala vsem, ki gledate. Sem zelo hvaležen, veliko mi pomeni, tako da res hvala. Je pa seveda s tem pride pa tudi veliko negativnih komentarjev. Jih pa dobivam tukaj, da jih že zelo dolgo časa nisem, ne. V opisu tega videa bom dal tudi en link do enega mojega članka o teh hejterjih pa o tem, kako ti naslov članka je Slovenci ti bojo odpustili vse, samo uspeha ne. Glejte, to je res. Preberite si ti ta članek. Pravim, link je v opisu. Sem ponosen na ta članek, res sem ponosen. Prav danes sem ga šel prebrati. Prav dobro sem napisal, res. No, drugače pa, to bilo to, kaj čem drugega reči. Pejte še na moj Instagram profil, tam bom zdajle en dan, če hočete videti moj dan cel, tako v kratkih videih, pejte na Instagramu storije pogledati. Jih imate gor, pa si poglejte. To je ful zanimivo, vidim za ljudi, vsi pravijo, da je ful dober. To sem enkrat naredil, zdaj na Tajskem, pa sem pol vprašal, če vam je všeč in mi je prek 150 ljudi odgovorilo, da je ful dober, da naj to več delam. Tako da evo, zdaj je to in pejte na Instagram, pa si poglejte storije, pa seveda zasledite me na Instagramu, tako da se vam pol tam v krogcih kakšen story pokaže. Tako da to bi bilo za danes. Se veselim jutršnjega dneva in pojutršnjega. Tako da, glejte, zanimivo bo. Pa lep pozdrav v Slovenijo, pa vsi se super imejte.